Dobrodošli nazaj, takole od improvizacijskega gledališča k Cenetu Štuparju in k Večgeneracijskemu centru Ljubljana. Ker v okviru projekta Večgeneracijski center Ljubljana, ki so ga poimenovali Naš plac, Cenet Štupar cilj kot nosilec projekta s partnerji vsak dan organizira številne brezplačne delavnice za vse generacije. Projekt se financira s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada in Mestne občine Ljubljana ter udeležencem ponuja najrazličnejše aktivnosti za opolnomočenje, dvig kakovosti življenja, druženje in informiranje. Med vsebinami, ki jih ponujajo, lahko vsak najde kaj uporabnega zase, saj je program zelo celostno zastavljen, vsebine pa zelo raznolike. Med drugim v programu udeležencem brezplačno nudijo različne gibalne in plesne vsebine, vaje za spomin in boljšo kognicijo, tečaje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, kuharske, jezikovne, ustvarjalne in družabne aktivnosti, delavnice za osebnostno rast, samopomoč in mnoge druge ni da ni. Mi se bomo zdaj pogovarjali preko Skypa z dr. Ferijem Stepančičem, ki je v bistvu izvajalec vsebin v Večgeneracijskem centru Ljubljana. Tako da, dr. Stepančič, lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Lep dober dan, hvala, da ste me povabili v studio. Ja, z velikim veseljem, vedno radi kaj novega poizvemo in izvemo sploh, kaj vse širokega ponujajo na Cenet Štupar. In vi sodelujete kot zunanji izvajalec pri večjih vsebinah, imate doktorat iz politike izobraževanja in administracije, privlači vas pa tudi zelo filozofija življenja na vzhodu, smo prebrali. In na podlagi česa ste se odločili za sodelovanje v projektu Večgeneracijski center Naš plac? Ja, tudi meni dela problem tale večgeneracijski. Tako da, jaz je bil skupek različnih okoliščin. Moja žena je iz Hrvaške in ko sem se odločila, da bova živela v Sloveniji, ko sem jaz po 18 letih prišel nazaj iz Amerike, sva pogledala, kje bi bilo to najbolje v Ljubljani, in to je bil Cenet Štupar. Tako da, ko sem bil pa tam, se je pa ravno začel Večgeneracijski center, Naš plac, razne vsebine, kot so tako za veščine, kot so angleščina, španščina, komunikacija, sporazumevanje, torej poslušanje, tudi do veščin sproščanja, tako fizičnega, joga, kot tudi do mentalnega, meditacija, dihanje in kot pravimo v Ameriki, this is in the back of my alley. Tako da smo se dobili in prav uživam posebej v tem, da je to večgeneracijski, da so različne starosti. In v zadnjem času sta v bistvu najbolj aktualni delavnici prav pogovorna angleščina na višji stopnji in pa Gayatri mantra. Zakaj menite, da sta ravno ti dve delavnici tako zanimivi in potrebni za uporabnike? Verjetno je nekaj kot sem rekel, na usvajanje veščin, ker mi smo le socialna bitja, vse gre proti znanju angleščine, da se sporazumevamo, da dobimo znanje od zunaj, od sveta, kar se je nekaj novega zgodilo. Znavanje pa Gayatri mantra, to je pa, bi rekel, to pa izvira Gayatri mantra iz ved, to je skupek srž vseh ved in to je pa, da ti razsvetli da dobiš znanje, tako kot bi Nikola Tesla mogoče rekel, po intuiciji, od sebe vznoter. Torej, ta skupek, tako pravimo, kot tudi ptica rabi obe krili, da leti. Torej, znanje ali pa veščine, pa tudi vrednote, tako mislim, da tudi ljudje, moram povedati, da so predvsem ženske, zgleda, da so ženske, kot naše mame, bolj dojemljive, bolj intuitivne, črpajo to moč in znanje same sebe, tako da mi je to zelo všeč, da se je tudi v Sloveniji, se tudi po drugih centrih to izvaja, po drugih organizacijah, ampak sem vesel, da se zdaj tudi v Cenetu Štuparju. V bistvu je to zelo lepa mantra, mogoče jo celo znam že na pamet. Om burva svahas, taca vitor varenijam, kako je že potem? Bargo devasya dimaji, diona pračodajat.
Bravo, nekaj pa vem. super. Ja, ne, to ni nekaj. V Indiji pravijo, če pozabiš vse vede, vse mantre, edino, če si to zapomnimo, je ta pot. In jaz sem to mantro začel leta 96 kot 18-letnik, ko sem šel pač v Ameriko in mama rekla, lej Feri, zdaj te ne bo mogla več skrbeti za tebe. Takrat ni bilo e-mailov, ni bilo telefonov in so rekla, lahko ti pa dam to mantro za protection, torej za zaščito. In jo takrat pridno recitiram in na podlagi mojih izkušenj in izkušenj drugih sem jo želel deliti tudi z drugimi in sem vesel, da se to širi. Nekaj časa ste preživeli tudi v Indiji? Ja. In kako sami vidite potrebe današnjega človeka, da le ta smisel išče tudi v praksah, ki za naš prostor niso vsakdanje in so vzete iz drugih kultur in okolij, kamor ste tudi sami potovali? Ja, mislim, da sem bil, zdaj ne bom točno rekel, ampak 14-krat, 13-krat v Indiji do zdaj, od leta 98, včasih po mesec, včasih po 2, po 3. Tako kot mi je bilo pomembno moje znanje na tem posvetnem področju, torej magisterij, diplome, doktorati, nadaljnja izobraževanja, je tako tudi pomembno izobraževanje glede značaja, se mi zdi, ker značaj je tudi, ga lahko skozi življenje refiniramo, če je to prav izraz. In to se pa lahko zgodi samo dostikrat v tišini, tako kot gremo mi v knjižnico NUK, da bomo študirali, ne gremo v K4, dostikrat greš tudi za začetek v ašram, v neko tako okolje, ki te podpira. S ciljem na koncu, da to lahko delaš kjerkoli, ko odrasteš. Tako kot rečemo drevo, ko je še majhno, ga moramo zaščititi pred kozami pa kravami, vodo, ko je pa enkrat to velik hrast, potem pa se lahko krave zraven drgnejo, lahko sedijo potem, ko je veliko neurje in da to zaščito vsem drugim. Tako je tudi s tem in da upajmo, zato sem tudi šel potem v izobraževanje kasneje, sem sicer magisterij iz gospodarske diplomacije, pa potem še eden iz javne uprave, ampak sem videl, da je šolstvo tisto, ki lahko da en temelj državi, kjer tudi tisti mogoče, ki nimajo toliko podpore od staršev, od raznih torej environment, okolja, da je šolstvo tisto, ki je kot en joker, ki je en škis, ki igra, če uporabim ta rok, ki ti lahko pomaga, in v tem je pa seveda najbolj pomemben pa učitelj. Brez učitelja pa se mi zdi poleg staršev in matere in očeta, seveda je učitelj najbolj pomemben za razvoj ene osebe in tako je bilo tudi pri meni. Učitelj in šola sta tista, ki lahko kakšnemu otroku ali pa osebi, ki prihaja iz manj spodbudnega okolja, veliko pridoneseta, seveda. Ja. Se pa vi tudi pri svojem delu srečujete z različnimi ciljnimi skupinami, s starejšimi, z mlajšimi, z učitelji, starši, s priseljenci. S katero skupino je morda največji izziv delati? Mogoče mi ni največji izziv, s katero mi je pa the most gratifying, torej najrajši delam z starejšimi. Zaradi tega, ker to sem spoznal v Ameriki, tako sem tudi tam ostal, ker sem živel večinoma pri družinah, kateri so imeli starejše, babico, dedka, za katere sem jaz skrbel. Torej od tega, od nege, da sem postal član družine, in šele takrat razumeš ta večgeneracijski pomen. Jaz sem srečen, dostikrat se mi zdi modrost pomen, ne da ti spoznaš nekaj, ko se ti šele dogaja, rečemo, kar rečejo starši, boš že ti videl, ko boš ti oče, kako bo. Modrost je tista, da ti lahko imaš že to empatijo, pa sočutje, da spoznaš to že preden postaneš oče in ga razumeš in mu pomagaš. Tako da tukaj sem videl, da je to in večgeneracijski center mi da to možnost, kjer prihajajo starejši, mlajši, z različnimi potrebami in se mi zdi, da pomembnost ene države je, kako skrbi tudi za starejše ali pa zdravje ene države. Tako da najlepše mi je starejšimi, ker je to neka modrost, ki je prišla skozi izkušenj, tako bridkih kot dobrih. Res je. Starost je modrost, marsikdaj. Starost je modrost in moramo biti
hvaležni, ne, za vse modrosti, ki jih v življenju prejmemo. Doktor Feri, mi bomo pogovor nadaljevali, še prej pa na hitro skočimo v glase in preverimo tudi, kakšno bo vreme. Tako da se gledamo. Se gledamo.